upali, da ne bomo kot nekdaj jugoslovanske železnice, ki so na začetku že zamujale, bi začeli. Torej, kot tisti, ki sem prevzel izvedbo tega simpozija, torej sprejemam pozitivne kot negativne pripombe, vsebinske kot tehnične, torej začenjam simpozijem Slovenija v Jugoslaviji. Pozdravljam vse, ki ste se od tega simpozija odeležili, tako tiste, ki ste odeležili od začetka, torej, da boste zaradi zanimanja ustrajali naprej, in tiste, ki boste ustrajali do konca. Skratka, pozdravljam vse, veljav vsem, ki zgodovina, ki jo podrajamo zgodovine, zanima. Na začetku je nekaj misli, zakaj in kako. Zakaj simpozij na to temo? Simpozij kot sestavnik strokovnjakov, ki bomo razpravljali o določeni temi, ki sicer celo presega naslov tega simpozija, torej Slovenija v Jugoslaviji, organizirati na Inštitut za novejšo zgodovino in Muzej novejše zgodovine. Zlasti to, da je soorganizator Muzej novejše zgodovine, ki je, rekel, resident te hiše, ima celo nek simbolični pomen, kajti po dolgih letih smo se združili, torej svoje moči, zaradi strokovnega zanimanja, tako na vsebinskem področju, in ta muzejska dvorana ni več le prostor, v katerem se muzejski stavbi nekaj dogaja. Torej, muzej je tvorni, kot se danes reče, deležnik izvedbe tega simpozija. Tema, kot smo preprosto naslovili, je Slovenija v Jugoslaviji. Lahko bi rekli tudi Slovenija in Jugoslavija, ali celo Slovenija proti Jugoslaviji. Nismo pa naslovili namenoma Slovenci v Jugoslaviji ali Slovenci in Jugoslavija, kar kaže, da je poudarek tega simpozija dan na državnosti, da gre za pogled na državo. Tako Slovenija kot na Jugoslavijo. Nedvomno gre za različnost, če je poudarek na narodu in na njegove državnosti, katerekoli oblike in stopnje. Menim, da je izbrani naslov simpozija pravi, da je treba enkrat tudi zgodovinopisno, ne le politično in politikansko, z nekim prekritim odporom, sovraštvom ali zadrego govoriti o dejstvu, da smo Slovenci bili del jugoslovanske države od njenega začetka do konca. In to tvorni člen danes radi temu rečemo dejavnik oziroma deležnik. Torej smo bili pri tem podjetju, bi lahko rekli v narekovajih, ki se je imenoval Jugoslavija, smo imeli v tem podjetju svoj delež, svojo odgovornost, svojo dolžnost, svoje pravice in Inštitut za zgodovino, novejšo zgodovino je izvajal raziskovalni projekt Položaj in vloga Slovenije in jugoslovanske države po drugi svetovni vojni. Ker smo menili in očitno so tudi naši financerji iz Agencije za raziskovalno dejavnost, prek svojega aparata, ki odobrava predlagane teme, raziskave in financiranje, torej preko recenzentov, da je to naše vedenje potrebna raziskava te teme. Poročevanje te teme je nedvomno zgodovinsko in zgodovinopisno relevantno. Bistvena tema, kaj ti govori o preteklosti, ki so jo mnogi, večina nas spominja in ki smo jo doživeli pasivno in aktivno, a sedaj je treba o tem govoriti oziroma poročevati tudi z metodo in tehniko zgodovinopisja kot vede, ki se ukvarja s preteklostjo. To zlasti pa razlaganje moramo in ne smemo tako zaradi lastne strokovnosti, strokovne dostojanstvenosti in dostojnosti, pa tudi zaradi javnosti prepustiti politiki in politikom, in da oni za svoje politične in ideološke potrebe zgodovine razlagajo, pa svoje in tudi zlorabljajo. Odkrito povem, imam v teh besedah predvsem očmi enega politika, ki nam zgodovino razlaga tako, kot jo pač potrebuje. Skratka, časi v Sloveniji in Jugoslaviji bile smo sicer dve, ena med svetovnima vojnama, druga po njej, ko govorimo zgodovine. Treba pa pošteno priznati, da smo kot zgodovinari, mišljeni smo slovenski zgodovinari, glede te tematike nekoliko zamudi. Smo glede tega poročevanja zamudniki in dolžniki. V nekaterih drugih nacionalnih sredinah jugoslovanske države, torej namerno nisem uporabil besedo nekdanje, kajti to ni potrebno, ker sedanje jugoslovanske države enostavno ni. Danes so to kot Slovenija samostojne države, so to mnogi zgodovinari že naredili.
Tako imamo za Hrvaško napisano debelo knjigo kolege Zdenka Radeviča, ki ga žal še ni med nami, torej Hrvaškega zgodovinskega inštituta. Za Srbijo je napisal debele knjige kolega Ljubo Dragdimič, ki ga žal danes ni, ker se je upravičil, iz Beogradske filozofske fakultete. Žal za druge nekdanje republike jugoslovanske države nimam pojma, ali so tam tudi že napisali kakšne študije o svojem bivanju v Jugoslaviji. Res pa je vseeno slovensko zgodovinopisje novejše dobe že nekaj. Meni je že kar precej storilo na tej temi, res pa ni tako eksplicitno predstavljal ta odnos Slovenije in Jugoslavije oziroma Slovenije in Jugoslaviji, čeprav je šlo pri tem zlasti za to. Govorim seveda o drugem zvezku slovenske novejše zgodovine, ki govori o preteklosti od koncu druge svetovne vojne pa do konca jugoslovanske države oziroma do vzpostavitve samostojne in neodvisne slovenske države. Ustavnega in političnega položaja Slovenije v Jugoslaviji se dotika še vrsto mnogo drugih del. Zavedamo se, da s tem simpozijom ne bo slovensko zgodovinopisje svoje delne zamude. Zakaj je nastala bistveno vprašanje ali zaradi nezanimanja do te teme, češ, da ni potrebna ali pa zaradi tega, ker ne korajže, da bi se ukvarjali s Jugoslavijo, češ, o njej ne bomo govorili, kar se ne spodobi, saj imamo lastno državo in dolga do lastne stroge in tudi dejavnosti ne bomo uspeli nadoknaditi in popraviti. Je pa ta simpozij začetek. Tudi konec. Tu ne bo mogoče govoriti o vsem in vse pojasniti in ovrednotiti. Marsikatera tema, ki jo razumemo, ki je potrebna za razumevanje Slovenije in Jugoslavije, ni pomembna, morda celo odločilna, manjka ali je bolje nakazana. Zlasti to zavelja za politični sistem in njegove inštitucije, ki so mu dajale značaj, kakšen je pač imel. Slovenija in Jugoslavija je imela več podob, kot je imela tudi podob tudi Jugoslavija. Danes gledamo na Jugoslavijo državo, iz katere smo našli in smo želeli videti, in danes želimo videti le kot slavo, sebe pa kot žrtev, ker smo voljni živeti v njej. To sicer ni samo slovenski pogled, ampak tudi pogled, ki igrujo drugi narodi, ki so tvorili drugo jugoslovansko državo. Nekateri so to bolj povedano, to bolj jasno povedo in podarjajo, drugi so bolj zadržani. Pogled na Jugoslavijo danes kot na nekaj, s čemer ne smel biti zadovoljni. Da je vse in vsakemu narodu veliko vzela in malo dala. To verjetno ni povsem resnično. Vsekakor je imela Jugoslavija več obrazov. Vsega ni mogoče na enem simpoziju, ki ga predstaviti. Jugoslaviji in v svojem bivanju ne, treba je biti pošten del zgodovine in da smo Slovenci, njihova politika oziroma politiki sami odločili za njo in to dvakrat, je mogoče dati različne podarke od čisto političnih, prek gospodarskih, kulturnih, pa do povsem navadnih, to je osebnih, kako je kdo doživljal jugoslovansko obdobje zgodovine. Ko govorimo o Sloveniji in Jugoslaviji, ni mogoče iti mimo Jugoslavije. Jugoslavija je bila za Slovence njihova širša domovina in gledana skupno oziroma posplošeno, smo imeli res tako in imeli do nje bolj pozitiven kot negativen odnos. Danes pa jo gledamo spet bolj rečeno splošno kot nekaj negativnega. Morda zaradi izkušenj iz zadnjih let, iz celotnega zadnjega desetletja njenega obstoja. Jugoslavija za nekatere, kot tudi eden od njenih simbolov, Tito, ali pa prav zato, zaradi njega, nekaj slabega, nekaj negativnega, da se o tem ne govori in da se ne spodobi govoriti. Zlasti ne afirmativno. Ko govorimo o zgodovinarji, vsaj večina v Jugoslaviji danes razumemo kot zgodovinsko dejstvo, mimo katerega ni mogoče, in ko govorimo o Jugoslaviji, je to vračanje k Jugoslaviji kot predmetu raziskovanja in ne v Jugoslavijo, da ne bo pomote, da bojim kakšno propagando ali celo kakšno nostalgijo. Dejstvo je, da je Jugoslavija nekakšen artefakt. Ker je Jugoslavija kot država zgodovina, je pač last zgodovinarjev, kot je pravzaprav vsa preteklost. To je sicer res, da je last vsakega po svojih pogledih in po spominih, a zgodovina proučuje in jo predstavlja zgodovinopisje. Kot je politika last vseh, velja to tudi za zgodovino.
Je pa res, da zgodovinarje običajno, vsaj nečestokrat in praviloma, politike ne uporabljamo za svoje argumente, medtem ko politika zgodovino po mili volji uporablja zgodovino, zgodovinska dejstva za lastne koristi in politične namene. Kako se imenuje uporaba vere v politične namene, nekako vemo, treba pa bo najti ime za uporabo zgodovine v politične namene. Kakorkoli, obravnava Jugoslavije čista zgodovina, strokovno raziskovalno vprašanje. Ne gre za čustva, ne gre za nostalgijo, česar se skoraj tega bojimo priznati, ampak za zgodovino. Gre morda le za tako imenovani čustveno-miselni spomin, nekakšen mental emotional memory, torej gre za racionalno, razumsko, strokovno odločitev, da je treba Jugoslavijo zgodovinopisno proučevati, čeprav ima se to prepričan, da je v njej vse že znano, da je ovrednotena in to z negativnim predznakom. Zgodovino oziroma tisto, ki jo oblikuje zgodovinopisje, označuje običajno mene zadeve, dogodke in procesi. Tisto, kar je odstopalo od bolj ali manj ustaljenega vsakdana, od različnih področjih življenja in delovanja, posameznika, običajne prakse, je predmet zanimanja zgodovine. To bo prek odšlej tudi primer tega našega simpozija in teme, ki jo obravnavamo. Vsekakor ne gre za nobeno obliko nostalgije, ki je sicer bolj čustvena kategorija, ampak za zgodovino, ko pogled na njo povsem razumskimi razlogi. No, kakorkoli, stvar je v tem, da se ta naš simpozij odvija na datum, danes sicer ne, ampak jutri na dan 70-letnice odvijanja drugega zasedanja Avnoja, ki je pač začetek te druge jugoslovanske države. Ne v opravičilo, ampak samo v pojasnilo, kako je pravzaprav do tega prišlo. Verjamem, da mi noben ne bo verjel, da je to zgolj naključje, da smo se odločili za to. Ni to namen obeleževanja, zaradi obeleževanja, ampak je to delano obeleževanje jugoslovanske države, ki bo pač predmet tega našega simpozija. Zgolj naključje je to, da je pač ta datum padel na to. Nisem nas seveda bom ni sram zaradi tega, ampak kot poznam svoje rojake, bomo imeli verjetno inštitut, ki tak ni preveč, kak bi temu rekel, prijazno gledan od mnogih v tej državi, kakšne očitke, da smo jugonostalgiki, skratka, da smo še vedno tako imenovani Rdeči inštitut. Če koga zelo moti datum 29. november, bom povedal, da se lahko zamete za ta dan kakšen drug dogodek, naprimer, na ta dan je umrla Marija Terezija, na ta dan je umrl Blajvajs, tako da upam, da te dve osebi nista ideološko sporni nobenemu. Na današnji dan, pa leta 1955 je pa Jugoslavija podpisala avstrijsko državno pogodbo, odnosno pogodbo v Avstriji, tako da upam, da tudi to ni sporen dan. Je pa res, da na današnji dan, mislim, da pred kolikimi leti, je umrl Ante Marković kot en zadnjih simbolov te druge jugoslovanske države, tako da, bom rekel, nekaj kupico zadev, ki se vežejo tako na 28. in 29. se lahko proslavlja na ta dan in tako, da ne bo samo, bom rekel, sveti Avnoj tisti, o katerem govorimo, da razčistimo na začetku za vse skeptike, da smo preveč jugonostalgiki, pač stvar se je na ta današnji dan zgodila. Pravzaprav bi na koncu samo še nekaj tehničnih zadev. Dogovorili smo se, da naj bi referati trajali 15 minut, diskusija 10 minut, mislim, da bo mogoče vse misli v to čas dati dobro replike, na katere tudi računa, pa morda kakšno minuto manj. Vsekakor vam želim pač po tem malo daljšem uvodu
da prisluhnete referatom. Mislim o tem, mislim, da smo sorazmerno, bi rekel, smotrno izbrali teme. Žal, moramo seveda povedati, da čas jeseni je pač tudi čas bolezni in tako sta že dva referenta odpadla, kolega Jure Gašperič je zbolel in gost Beograda, profesor Filozofske fakultete, Ljubodrag Dimič tudi. Žal, kolegov iz Zagreba še ni, ne vem, šli so vlakom, recimo, da končam s tem, da pač vlaki zamujajo. Tudi v samostojni Sloveniji se ni to bistveno spremenilo od tistega, kar smo doživljali v Jugoslaviji, ampak dobro, to je malce šale. Pravzaprav bi dal na koncu samo še en moto tega našega srečanja, torej po mrtvi vse dobro, po živi vse resnično. In mislim, da bi bilo to dobro, da se tega res držimo in da zgodovina ostane takšna, kot je. Torej vsej dostojanstvena in dostojna svojemu namenu. Hvala. Zdaj pa predajam besedo gospe direktorici muzeja za novejšo zgodovino in nato direktorju Inštituta za novejšo zgodovino. Hvala lepa. Dobro jutro in lep pozdrav z imenom Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Hvala za ta lep in vidrna uvodnik v današnji dan. Ja, vsekakor muzej ne želi, ne more biti samo nek statični prostor, ki pripoveduje o preteklih zgodbah ter o naši pretekli dediščini, temveč da se nam nujno, da tudi akter, ki govori in sodeluje v različnih konferencah, simpozijih in tudi raziskuje prostor, iz katerega črpa potem svoje razstave. Če se bomo po kratkem odmoru, ko smo hodili po drugem delu naše dvorane, ki govori o obdobju, o katerem bomo v naslednjih dveh dneh tudi več slišali, si boste lahko tudi ustvarili svoje mnenje, na kakšen način predstavljamo oziroma kaj obiskovalcem lahko povemo o naši polpretekli zgodovini in potem tudi vse komentarje prepustim vam, torej vaših komentarjev. Torej, to zelo na kratko, da začnemo čim prej tudi z delom. Hvala, ker ste se držili današnje jutrišnje konference in več tudi potem razprave. Hvala. Spoštovani gostje, referentke, referenti, kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni vsi v imenu drugega prireditelja Inštituta za novejšo zgodovino na tem simpoziju, letošnjem osrednjem inštitutskem Slovenija v Jugoslaviji. 35 let mineva in tega kolega ni omenil, ker seveda vsega se ne more, odkar je na Inštitutu za novejšo zgodovino bil pripravljen, takrat se je seveda imenoval, da smo zgodovinsko natančni Inštitut za zgodovino delovskega gibanja. Prvi raziskovalni program za obdobje po 1945, že 35 let od tega, seveda res je, da je bil osredotočen predvsem seveda na zgodnje prvo obdobje. 30 let, več ali manj mineva, oziroma je že minilo od prvega magisterija iz tega obdobja in krona, ali pa lahko rečemo največji dosežek do sedaj, je pa seveda gotova že omenjena drugi zvezek slovenske novejše zgodovine, kjer je zelo lahko rečemo izčrpno in z upoštevanjem vsega, kar je bilo do tedaj raziskano ne zgolj na Inštitutu za novejšo zgodovino oziroma še predhodnikom, ampak seveda v slovenskem in širšem prostoru v tem obdobju.
Tudi jaz se popolnoma pridružujem temu, da je za slovensko nacionalno zgodovino obdobje Jugoslavije temeljni označevalec kratkega 20. stoletja in teh 73 let v skupni državi je spremenilo usodo naroda v marsičem, in tem je narod postal tudi nacija. Današnji simpozij seveda ne zajema vseh teh 73 let, pač pa se veže na dva označevalca, na federativno državo in na socialistično ureditev oziroma oblast komunistične partije Jugoslavije Slovenije, Zveze komunistov Jugoslavije Slovenije, ki se je seveda končala z prelomom, ki ga ponavadi potegnemo samo v eno besedo, v osamosvojitev, ki pa ima seveda tudi vedno politično oziroma družbeno-politično dimenzijo spremembo političnega sistema. Inštitut za novejšo zgodovino seveda kot znanstveno ustanovo zanima to obdobje nacionalne zgodovine, glede na to, da je osredotočena na novejšo, kakorkoli se že ta relativno ohlapna opredelitev lahko spreminja skozi čas in jo seveda uvršča in umešča v korpus nacionalne zgodovine. In to je seveda temeljni in zavezujoč namen ustanove. Gotovo pa drži, kar k čemu pravzaprav ne bi nič posebej dodajal, da je novejša zgodovina, sodobna zgodovina, zlasti seveda vedno tudi presečišče širših družbenih, političnih, pa ne samo teh interesov, pogledov in seveda tudi poskusov premika težišča in premika seveda tudi ocen. Marsikdaj, in to je seveda prekletstvo in čudovitost zgodovine je, da je marsikdaj mogoče ali da je mogoče dajati zelo vehementne in zelo široke ocene brez velikega poznavanja. Današnji simpozij je torej ena stopnička k temu, ne glede na to, kako je seveda naša raziskovalna politika postavljena. Raziskovalno imamo seveda žal situacijo, v kateri lahko rečemo, gojimo neki tako imenovani daljši temeljni pogon in tema, ki je tema današnjega simpozija, vsaj kronološko, je seveda vsebovana v obeh raziskovalnih programih, ki jih goji inštitut. Se pravi tako na družbeno, socialni, gospodarski dimenziji, kot seveda v politični in kulturni, pa celo še kakšno drugo dimenzijo, včasih kaj dodamo. Temu bi zgolj dodal seveda, da vam želim vsem uspešno delo, da bomo iz tega tudi nekaj potegnili trajnejšega, da bomo, kot se običajno v običajnih oblikah, seveda te nasledke, tako projekta, kot seveda tudi današnjega simpozija, dali na uvid in da bo seveda tudi v kroženju ali po zelo natančno citirano in necitirano. Se pravi, da boste tudi brali, ne samo citirali. Hvala lepa.